Alo, čao, Taja. Kako si? A si sliša? Ja, se slišva. A slišiš? Ja, da slišam. Ja, veš, te imam na speakerju, no? A ja, moram nekaj govoriti. Ja. Povej mi. Ja, kako si ti, no, najprej? A jaz sem dobro, hvala, dela. Jaz sem pa polomljen cel. Kaj si? Pravi, imam pa nogo zlomljeno, pa preživljam večino časa za računalnikom, evo ga, to je to. To je moja zgodba, da je trenutna. Pa se bo takaj v Sloveniji poročila normalno, ne? Mislim, poroka je normalno, da bo v Sloveniji, sam poročno potovanje verjetno nekje zunaj, ne? Ja. Kje pa bo? Mislim, da bo kar nekje v enih toplih krajih. Kje pa boste? Že veš? Ja. A veš, kako je to zdaj povedati? Ne smeš povedati, ne? Ne, da ne smem, sam, a veš, nočem, da zdaj kdo zabukira pač karto, da bo šli počasno. A ja, da ti nekdo zabukira. Koliko svatov boste pa imela na poroki? A to je pa zdaj velik problem, ja. Zakaj? Ok, ena stvar je, da res se nisem to planirala, ker ni bilo časa, ampak potem začneš razmišljati, pa toliko sorodnikov, pa toliko prijateljev, pa tega in pa tako, to treba dati na pol. Tako da se nekje tam razmišljala, da treba začeti nekaj imena. Ja, se to je najtežje, ja. Ja. To je res najtežje. Pa bo Ne, kje... vse je zraven, sam ne moreš. A imaš v misli tudi kaj znanih povabiti? Ne, neki spet, da bi prav potem gledala. Pač tiste ljudi, ki so nek manj interesi, pa se družim vsaj do moja stran. Ja, najbolj še bo pa še najdem. Ja, res je nima naspiska, tako da zdaj ne rečem, kje da ne bom pala več. Ja, ja. Kaj pa poročne priče, že imate zbrane? Ja, neki sem se že govarjala, ja. Ampak še ni nad sigurno. Ne, to sem. Idemo tako vse v zadnjem trenutku očitno, no. Last minute varianta, a? Last minute. Last minute varianta. Ja, last minute, ja. Ja, pa poročno obleko si že kaj gledala? A tu če ne? Gledala sem jo zaenkrat samo na internetu, čakam še, da jo bom imela možnost samo probati, ker zaenkrat je v Sloveniji še ne da biti. A res? Ja. A to neka posebna obleka potem? Pa tako je, ne, ta revija, tak wedding ima, je tudi salon in v bistvu oni, s katerimi se dogovarjam, ampak te obleke res še pri nas nima. Je pa tako, všanci, treba me, kjer moram biti malo posebno očitno. Imam samo eno željo, tako da drugače kaj tak sem fonta igra. Tako bomo videli, držite si. Ja, kakšno željo, kaj? Je pač sam, se noče povedati dolično več, ampak sam eni ne bi ni glasbenika, ki bi hotela, da mi poje na poroki. In če ta ne bo pol, on je pa kdo je pač, on je pač še na drugi. Ampak je kaj, slovenski glasbenik, ki ti bo pel na poroki, katerega bi rada vedel? Slovenski? Potem pa lahko predvidevam, no? Lahko predvidevaš, tako se je. Ja. A te lahko vprašam, kdo je to? Lahko vprašam, sem ti nam povedala. A je to Jan Plestenjak? Joj, to pa ne, no. A ni Jan Plestenjak? A že kaj načrtujete, kakšen razčaj? Ni časa še. Ni časa še, ampak ste že kaj razmišljali o tem, kdaj? Še poroke nimamo časa na trgovati. Ja, zdaj ste fest okupirana z delom, kaj? Ba imam še neko spletno trgovino, ne? Ja, to sem zdaj odprla. In je bilo tudi delo s tem, da po sezoni so v bistvu ene, sem se skupaj zvezala samo na odprtje te spletne, ko se zdaj dela. Tako je v pro-shop.si. Kako se reče? Pro? Pro-shop.si. Pro-shop.si. Ja, pro-shop. Aha, pro-shop.si. Bomo pogledali. Ja, minuso, to bi možete zapomniti. Pomembno. Ja, tako da zdaj to deluje, zdaj sem to zalaufala, tako da zdaj se pa malo sprostijo stvari. Zdaj bo mogoče kaj lažje, kaj tudi mi ga splaniramo. Evo, gled kar gledam, mi odpira tvoja stran. No? Pro-shop.si. Čakaj. Aha. Ja, normalno, ta je spet v glavni vlogi, ne?
Taja, vse posod. Ja, mi smo se pred skupaj to odprla, pa se nama zdi zanimivo, ker se je tako padlo pač malo. Ja, seveda, ja, logično. To so skupaj spromovirala. Fotke so pa ful hude, ne veš? So, ja. Ja. Sašo dobnem delom pride. Veš, če moj pretrani drugač. Jaz imam ful dobro družino, tako veliko stvari lahko med majsko rečemo, med sabo. Ja, pa imate kar dosti tega materijala, vidim gor. Za prodajo. Veda po vsemu? Ja. Ampak to bo tudi še, se veš, tak teden, kakšna nova stvar, pa tako tudi. Ja, pa... Malo pa splošno, kot vidiš, pa malo tudi pač čevečke pa oblikle, tako da je do takega nekaj siguren. Aha. Vidite, ni tako drago, normalna cena se mi zdi čisto. Tako? Vse samo. Ja, ne, po redu, ja. Vidimo že ženske salonarčke, vse imaš. Tako. To mora biti, ne? To pa ti mora biti, no. To ti se ne vidi. Koliko časa ste pa delali na tem projektu? Sploh ne tako dolgo, da nekje, kaj bo vem, novembra se je začel večko bolj resno delati na tem, da se stran postavil pa tako in pa bo treba stvari naročiti. Evo, zdaj pa šiba. Dobro. Januarja so v bistvu odprla firmo. A skupaj ste v firmi? Solastnikov? No, vidiš, ja, super. Super. Treba, da skupaj smo bolj močni. Ja. Dej mi povej, kako boš pa zdaj preživela zdaj velikonočne praznike? Boš doma, ki druge? Ja, ipak gremo večkrat v shopping, soboto, drugače pa tako starši, pa kakšne perke bomo pobarali. Nohte imam že rumene, tako da jaz sem že malo v stilu praznikov. Si že barvala? Ja. In kam pa greste v shopping, če ni to skrivnost? Spet ne v Sloveniji. Spet na Sloveniji, kaj greste? Spet v Milano? Kako? Spet greste v Milano? A ne, to pa ne zdaj. Ne, zdaj gremo pa, recimo temu za sever. Še ni težko ganta. Ja, kaj greste? V Avstrijo? Ja, no, mislim. Ja, ne, je tako tak tih kratek izlet, tako malo za sprostite v pasare. Dobro, smučate še kaj zdaj? Snega že bolj malo? Ne, v bistvu, edino, kar smo leta šla smučati, je bilo pred zimsko sezono in to na ledenik. In jaz sem potem dobila vsi še reči nove smučke in to še probala nisem. Tako da, ja, to letos ni bilo najboljš, malo več stvari. Tako da upam, da naslednje leto pa, če ne drugega, da vsaj kakšen dan več. Tako, da grem vsaj v Sloveniji na kakšno smučišče malo pogled. Kak je pa zdaj s tem tvojim novim komadom, ko ga pripravljaš? Kdaj bo išel ven? Jaz pričakujem, da bi nekje do maja mogel priti ven, ker je zdaj ga bomo dali na master, to je pa to isto, ko ga bo naredil do konca. Tega sem kar dosti vesela, ker isto, ker je res stvar v Sloveniji, tako da mislim, da je na koncu dober, ker komad je zelo provokativen. Kdo ti pa pisal besedilo? Besedilo bo v bistvu napisala Zasnovična, ki je tudi v Kongu imela eno predstavo, Mateja Volk. Je pa tako, da napisala, da je ona, pa smo ga pa pač večkrat prevedili, pa malo stopili pa tako, da več ali manj smo nekako skupaj to potem na koncu naredile. Je pa tak nekaj neprovokativen, no, zaradi tega, da okay, naslov je de facto. Govori pa o tem, kako, recimo, začne se tako, lahko točno spobojen, kot se začne, recimo, de facto je, da te bom pojedla. Dobro je. Sploh si pa vam predstavlja vsak po svoje, to takrat, koliko imaš izide. To se vidi, da ima res, da je burleska vmes noter, ja. Ja, ne, to je bolj nastal, to je napal v bistvu, ker sem, ta del je nastal, ker sem snimala paralelši čadežu, pa jaz takrat tako zelo rada v mikrofon kakšne stvari, tako malo pobavam, no, veš pa beko, kaj da snimaš, ne? In potem radajo stvari, ki te znajo kasneje, kako malo pravi tako, to je pa dobro izpada, ne, pač malo preseneti. Pa bo to bo tako bolj počasen komad ali bo kaj bolj hitrej? V bistvu je tak,
podoben, ko sem že kdaj imela tudi kakšen komad, tako malo pop, ampak ja, mogoče večjem bolj počasen, ampak sam, kar se tega tiče, bolj zapeljiv, ne pa zdaj kakšno balada, tako. No, okej, romantika na višku. Ja, no, mislim, taka podkrepljena. Podkrepljena, ja. Dobro. Treba za nataliteto skrbeti. Dobro. Dobro, super. Ena, najlepša hvala, ki si mi oglasila, Taja.